Kako po strokovni plati pomagati pacientu, ko izve za tako resno diagnozo, kako mu priskočiti na pomoč, da bolezen lahko tudi v prihodnje dobro, uspešno obvladuje in še naprej živi lepo, kakovostno življenje? V zdravstveni negi smo zelo navajeni delati s pacienti, kot tak aktivni sogovornik. In če mi dosežemo pri pacientu, da on sprejme to diagnozo s tem, da mu bolje razložimo vse razloge, okoliščine, kako se bo zdravil, da ima en plan zdravljenja, en plan, kaj narediti, če se mu poslabša, potem smo že nekje na pol poti. Tako da, če to dosežemo, ampak seveda, zato morajo biti tudi medicinske sestre pripravljene in jim delati v taki ekipi, ki to podpira. Zdaj, če to dosežemo, potem bolnik se ravna po teh navodilih, ga spodbudimo, da nas vpraša karkoli, da mu damo tudi kontakt, da lahko nekoga kontaktira, če ima še kakšno drugo vprašanje ali pa če se spomni še kaj kasneje in je potem bolnik bolj miren. Če je bolnik bolj miren, je tudi potem manj poslabšan. Zdaj, to je že veliko spremeni njegovo kakovost življenja, ker da ve, da se z astmo da živeti, da kljub tej diagnozi, ki za nekatere se prestrašijo, ko zvejo, da imajo sploh eno diagnozo. Že samo to, da imajo nekaj, je za njih ena sprememba, najbolj pri mladih. Ko oni to sprejmejo, vejo, povemo tudi o drugih bolnikih, ki sploh niso več bolniki, ampak so ljudje, ki živijo s to diagnozo, mogoče tudi kakšni olimpijci. Potem je to pri njih zbudi kot eno olajšanje in vidijo, da je to možno, da je možno živeti, da je možno dobro kakovost življenja ohranjati. Pa so morda v praksi pred vami tudi kakšni kratki stiki, morda tudi sistemske ovire pri izvajanju tovrstne pomoči? Ja, včasih je pomanjkanje časa, pa ta dostopnost. Sestre moramo zagotoviti to, da pacient, bolnik lahko dostopa do nas. Zmeraj mora biti na voljo kakšen telefon, da on lahko, če tudi je tako vprašanje, ki je mogoče samoumevno, ampak za njega je lahko zelo pomembno in s tem mu veliko pomagamo. Da on ima možnost, kam se obrniti, ali pa mogoče tudi kakšen mail poslati in da mu nekdo se odzove na drugi strani, je to zelo pomembno. Kako pa je zdaj v času epidemije novega koronavirusa, ko so razmere precej spremenjene, delovanje v zdravstvu je močno predrugačeno, verjetno se komunikacija odvija prvenstveno po elektronski in telefonski poti? Ja, veliko smo izpostavili teh novih stikov, novih načinov stika z bolniki, tudi glede edukacije bolnikov, ki smo včasih če bi me lansko leto vprašali o tem, da bi nekoga učila po videokonferenci, bi rekla, zakaj pa, saj to se ne da, ampak vidimo veliko navdušenja tudi od bolnikov z njihove strani in tudi dokazilo, da se to da, ko oni povejo, zdaj sem pa razumel, zdaj pa vem, kako jemati ta zdravila. Ker ta tehnologija, ki jo imamo, jo moramo uporabiti. Bolnike se da slišati, se da videti, kako vdihne, kako kakšno zdravilo vzame, tudi preko videokonference. Učimo jih včasih tudi, kako aplicirati kakšno injekcijo. Prav, če imajo te injekcije kakšen tak zvok, ker imajo nekateri, ki so tako pripravljene, da se bolnik sliši, da je pravilno dal, mi tudi to slišimo na drugi strani in to je super. Tudi od začetka smo imeli skeptični glede teh starejših bolnikov, ampak vsi imajo koga v družini, ki jim lahko pomaga, ali kakšnega vnuka, pa pametne telefone pa res zdaj v zadnjih časih ima kar vsak, da se povezati.